Prisrčno pozdravljeni in dobrodošli. Z velikim veseljem povem, da danes je pred nami že 27. utrinek. Zadnji iz tega sklopa nosi poseben naslov Spoštovanje. Vesela sem in hvaležna, da je tudi tokrat z mano čudovita dama. Je mojstrica masažnih tehnik, dotika, občutkov telesa. Draga Karmen Plavčak, iskreno dobrodošla. Hvala, Rebeka, hvala za te lepe besede, hvala za povabilo, da bova kaj lepega zdaj povedala, ne? Ja, pa poglejva, kaj pravi utrinek, ki nosi naslov Spoštovanje. Spoštovanje. Spoštujmo sebe. Spoštujmo tiste, ki so vedno ob nas na naši poti. Spoštujmo tiste, ki so na naši poti, naši učitelji. Bodimo hvaležni za naše občutke. Bodimo hvaležni za naše odločitve. Cenimo ljubezen, spoštujmo in cenimo našo srečo, spoštujmo in cenimo naš notranji mir, spoštujmo in cenimo naš uspeh. Draga Karmen, kaj predstavlja beseda spoštovanje tebi? Beseda spoštovanje je res zanimiva beseda, ne? Ko mislim, da vsaka ženska enkrat v življenju konkretno mora soočiti z njo, a ne? Nekateri prej, nekateri kasneje v življenju, kakor ti je pač namenjeno, ne? Je pa res, da se ta beseda, mislim, da se ta občutek oziroma to čustvo začne, ko mi začnemo v bistvu živeti, rasti, začne se razvijati že v naši družini, primarni družini, a ne, z odnosi med našimi prijatelji, sošolci, kasneje v osnovni šoli, a ne, potem med prijatelji, sodelavci v službi, kasneje pa tudi na delovnem mestu, med, ne vem, strankami, našimi klienti, če se lahko tako izrazim. V bistvu je to en zelo lep občutek, ki ga po eni strani lahko enačimo z ljubeznijo, ne. Ljubezen je mogoče najlažje razložiti, kako mi čutimo, kako jo mi občutimo, lažje jo opišemo, ne. Veliko posameznikov ali pa tako, ko se pogovarjamo z znanci, prijatelji, a ne, pa po svoje seveda dojema to besedo, a ne. In velikokrat lahko pridemo do tega, da te besede zamenjujejo ne s tisto čisto pristnostjo ali pa neko iskrenostjo, ne, ampak v ozadju stojijo ena pa ne bom rekla drugačni nameni, mogoče kak občutek strahu, ne, in iz tega pol izhaja kako spoštovanje iz neke avtoritete, iz neke stvari, da mi moramo spoštovati nekoga, a ne, zaradi tega, ker je pač učitelj, ker je pač vodja nekega projekta, vodja nečesa, ne, kjer mi pač nismo trenutno na tistem položaju ali nekaj takega, a ne. Da pa mi začutimo to pravo spoštovanje, ne, je pa ponavadi se zgodi takrat, kadar mi pri osebi vidimo, da ima neke vrednote, ne, ki so mogoče njegove neke res neprecenljive lastnosti in jih imamo tudi mi na naši lestvici nekje zelo visoko pač ocenjene, zelo zadane, a ne. In ko mi opazimo pri neki osebi, da ima te vrednote, enako kot mi, a ne, te vrednote v bistvu mi spoštujemo, ne, in potem rečemo, da s to besedo, da spoštujemo to osebo, a ne. Zato je lahko včasih mogoče zelo neprijetna situacija, ko srečamo nekoga prvič, ne, zdaj eni so bolj odprti, eni manj odprti, a ne, in te stvari bolj pokažejo, eni manj, ne, in na primer pri osebi, ko lahko dosti, zna govoriti ali pa zna z ljudmi na neki način organizirati, ne vem, neki sestavek, da bo stekla beseda, ne, bo znala ta strah pri sebi preskriti dobro, a ne.
In takrat na drugi strani oseba, zdaj, če je ta strah samo neka trema ali nekaj takega, kar je nepomembnega, pa ti, da pri človeku to njegovo srčnost začutiš, iskrenost, pozabiš na te stvari, da ni spoštovanja in nekako ta energija, ta val steče v pozitivnem smislu. Ko ima pa neka oseba neke drugačne namene odzadaj, je pa naučena tega pogovora, tega načina govorjenja, kako ti bo določene stvari predstavlja, in takrat začutimo, in je zanimivo, da takrat je ta strah odzadaj tako močan, da ne boš ti verjel in spoštoval te osebe, ne boš mogel začutiti njene pristnosti in njene srčnosti, da bi lahko rekel, zdaj je pa to, kar spoštujem pri njej, ta oseba je pa res super. Zato je zelo pomembno pri posamezniku oziroma pri vseh nas, da se v prvi vrsti zavedamo sebe. In tako kot si ti zapisala v tem utrinku, da se mi res zavedamo sebe in začnemo najprej te občutke ljubezni, sreče, uspeha iskati v sebi noter, in jih sami gradimo. In s tem, ko mi gradimo občutke, mislim, te stvari sami, dobimo neko samozavest pri tem, kako smo bolj samozavestni pri dojemanju nekega takšnega občutka, in potem tudi znamo bolj jasno razločiti, kaj je to ljubezen, kaj je to spoštovanje, kaj so neke vrednote. Ne vem, nekdo bo pri nekomu spoštoval njegovo inteligentnost, neko avtoriteto pri nekomu spoštoval, oziroma neke darove, neko delo, ki ga opravlja, ampak samo res, če bo to na njegovi prioritetni listi. Ja, jaz bi rekla, da mi je super, tako ko si povedala, da najprej je pa tisti prvi korak, da mi najdemo spoštovanje do sebe. Se pravi, da spoštujemo sebe, kako delujemo, kaj se nam dogaja, da kljub temu, da gremo čez različne preizkušnje, da včasih znajo biti in manj prijetne in lepi trenutki, se pravi, da tudi učitelji, ki nam prihajajo na pot, ki mogoče v nas sprožijo neko žalost, razočaranje, ali pa če neko trpljenje, ki mogoče ta žalost malo dlje traja, da mi gremo res z miselnostjo, da oni so naši učitelji, da nam pomagajo nekaj predelati. In da tudi te izkušnje mi za nazaj spoštujemo. Se pravi, da ko gledamo za nazaj na svoji osebni rasti, da spoštujemo tisto, kar se nam je zgodilo. Ker če ne bi šli čez teh preizkušenj, ne bi bili danes takšni, kot smo. In iz tega vsega naših lekcij lahko mi delamo sebe boljše. In začnemo res spoštovanje sebe, mogoče tudi pogledati, kaj pri drugih spoštujemo. Meni je zelo pomembna ta iskrenost, čutnost, odprtost, ljubečnost. Da jaz to čutim, tisto pristnost, to mene očara. Ni pomemben položaj v družbi, ni pomembna izobrazba, ampak ti, kakšen človek kot si, vizualni izgled nima. Meni je pomembno, kakšno ima nekdo srce. In tam se mi zdi, da res da ta izraz vibrira z mojim spoštovanjem. In ja, tudi jaz sem šla čez izkušnje, kjer, tako kot rečeš, da govorijo eno nekaj odzadaj skrito, se pravi za obrazom. To običajno so kakšni strahovi, ki jih takoj ne vidimo. Ja, tudi jaz sem šla čez izkušnje, čez kako osebo, ki sem jo v moji glavi, bi lahko rekel, kovala res s tistim spoštovanjem, pa se je potem kasneje izkazalo, da so pa določeni strahovi. Zdaj, te strahovi znajo sčasoma pri tej osebi se pokazati kot ne glih dobronamerni, če lahko temu rečem, ampak ko mi spoznamo, mi še vedno preverimo, ta oseba je nam blizu, se pravi, vstopila v naše življenje, to mi spoštujemo pri njej. In če vidimo, da je nekaj odzadaj skrito, nič hudega, saj se ne rabimo skregati, ampak enostavno, mogoče je to naša šola predelana in te osebe kot učitelja, da nas uči neka spoznavanja, ne potrebujemo več. In naredili smo nov korak spoštovanju. Še vedno lahko to osebo na nek način nam je ljuba, ampak preverimo pa, kako paše v naš kontekst za naslednji korak.
Tako da to je tisto spoštovanje. Mi smo tisti, ki izbiramo, kako bomo delovali, kakšne so naše misli, kakšne so naše dejanja. Tudi če kdaj kaj rečemo, moramo biti sposobni reči: oprosti, se opravičujem, imam slab dan, vsak od nas ga ima. Ampak ko pa res čutimo tisto spoštovanje in do sebe in do svojih najbližjih, pa verjamem, da najboljš delamo. Ker če jaz pogledam čisto svoj primer, midva z možem sva skupaj 23 let. To pomeni, da jaz poznam njegove vse res dobre točke, mogoče tudi tisto, kjer je bolj ranljiv. Tudi on mene. In zdaj midva imava možnost. Se imava rada, se imava spoštujeva, bova midva se lepo pogovarjala in iskala tiste dobre točke pri drugemu, včasih seveda si lahko tudi pomagava, da kaj predelava, ali bova zbrala neko drugo pot, kjer bova pik v tiste točke, kjer smo ranljivi. Ne, pa škoda časa. Dajmo se imeti lepo. In to je tisto, spoštujmo sebe in ljudi ob sebi. In če pogledava, medve se poznava, sva prej razmišljala 10, 11 let, mogoče že več. In jaz občudujem tebe, kako ti izkazuješ to spoštovanje do telesa. Res z dotikom, za masažo, da prisluhneš vsakomur. In to so darovi, to nekaj se že naučiš, jaz vem, da imaš ti veliko šol masaže, da nisi kot samouk, da si veliko teorije predelala in anatomije in fiziologije in vse, da želiš te stvari vedeti. Ampak še vse, ker iz tebe izvira ta ljubezen in spoštovanje do tistega, ki pride k tebi, si vzameš čas, se mu prepustiš z vsem in znanjem in s to odprtostjo, zato se pri tebi počutimo dobro. Ne, res je, to je res toliko v bistvu vredno, ne. Samo moraš res to moraš res čutiti v sebi, ne. Res, ne vem, vsak v bistvu, ko pride do mene, je drugačen, je edinstven, je samosvoj, je poseben in je res čudovit, ne. In tako si rekla prej, fizična podoba, fizične, to, kar moramo prijeti, kar se moramo dotakniti, kar vidimo, je tako nepomemben, ne, da ni, no, potem, ko takole prideš do raznih spoznanj, ko na primer jaz pri svojem delu pri masažah, a ne, gledam na telo popolnoma drugače, ne. Veliko ljudi gleda na telo kot fizični izgled, moramo biti, ne vem, suhi, obline, take, drugačne, ne vem, roke morajo tako biti, nohtki tako nalakirani, to je vse super fajn, a ne, kako ti fizično želiš, da izgledaš. Ampak a imaš ti to res rad? A se ti res dobro počutiš v tem telesu? To pa velikokrat pridemo do tega, da ni čisto tako, ne. In velikokrat tudi jaz pri svojem delu, a ne, z ljudmi komuniciram o tem, ne, in se poskušamo dotakniti teh občutkov, tega v bistvu dela, ko je morda v dani situaciji šibek oziroma manj, nisem mu posvečal toliko in ga skozi neki ta del dotika prepozna, spozna in ga lahko sprejme, da ga lahko spoštuje, ne. Mogoče se sploh ne zaveda teh stvari, ne. Velikokrat smo res obremenjeni, ne vem, zakaj do tega prihaja, po moje zaradi prepričanj, ko jih pač vsi pač govorijo, pač ki so znana, ne, ali kakorkoli. Da jih pol v bistvu sprejmemo, vzamemo kar za svoje, pa v bistvu sploh niso naše, ne. Da iz tega pride, ne, da ne cenimo telesa, ne cenimo v bistvu pri ženskah, ne, kolikokrat je to, veliko posameznikov na primer ne more zanositi, veliko posameznikov si ne dovoli neke veze, nekega odnosa v bistvu s komerkoli, ali s partnerjem, ali tudi z brati, sestrami, konec koncev z živalmi, a ne, ker si ne dovolijo, da bi jim nekdo iz tega kroga pritisnil na to bližino, na te občutke, ne. In se mi zdi, da ko grejo skozi en tak cikel samospoznanja, pa te srčnosti, ko jo spoznajo v sebi, začnejo pol tudi drugače gledati na telo, na osebe, na ljudi, tudi v drugačni luči, ne.
Joj, to je tako velik izkušenj, ne? Tako veliko različnih, to bi se dalo res govoriti. Jaz tudi Vse gledam sorte, ne? na Ja. to, da res, ko enkrat prisluhnemo telesu, nam tudi govori, če imamo kakšne zamere, kakšne stvari, ko jih ne moremo dati ven, zato ker ne smemo povedati, se nam lahko to pozna na grlu, se pravi, da nas večkrat gre na kašelj. Nekako, če rečeva, ta predel komunikacije se zapre. In če se učimo počasi prisluhniti svojemu telesu, lahko tudi po tej poti osebne rasti gremo še hitreje. Na začetku je sigurno to ni enostavno, sploh če smo tako analitični v razumu veliko, da gremo izven okvirjev, da nekako si dovolimo čutiti, občutiti, da smo pozorni, kaj se nam dogaja okrog. To je res en korak, ko lahko naredimo spremembo. In tako kot ti rečeš, da ne jemlješ to kot klasično masažo, ker ti z dotikom čutiš, se pravi, in te spremembe in vozle. In ta del, ta organ oziroma ta del telesa lahko potem tudi povežeš z zgodbo iz energijskih vidikov. In če oseba res pripravljena dati to stran, ker zakaj bi neko žalost Kopičil človek vse. ne vem koliko časa, ja, pa če smo jo nosili 30 let, pa mogoče pa zdaj čas, da jo damo ven. Jaz mislim, da ni tako poznano, mislim tako s posamezniki, ko se pogovarjaš ena na ena, ja, je jasno, ne, da pač zaznavajo neke občutke, zaznavajo tudi nekaj izven meja, da je nekaj več, kar čutijo, ne. In to več ni nikoli razloženo, dovolj analitično, ne, da bi oseba razumela, ne. Na koncu je pa v bistvu to samo en občutek, ko mu rečemo spoštovanje, ko mu rečemo ljubezen, ko mu rečemo, ne vem, sočutje, a ne. Nekaj, kar mogoče prej nismo znali opredeliti, pa zdaj znamo opredeliti, ko smo šli čez izkušnjo, ko nas je nekdo na poti opomnil na to, tako si prej rekla, tudi učitelji, ne. Lahko nas slabimi izkušnjami, pri nas spodbudijo potem slabo izkušnjo, a ne, s katero se pol borimo in tečemo čez z jasnim ciljem, namenom, da dosežemo tisto srečo, a ne, oziroma uspeh, ki smo ga želeli uresničiti, ne. Pa se pol vse to v valovih pomiri, ne. Da najdemo tisti notranji mir, da te, kako se reče, veliki vulkani, da se pomirijo znotraj nas, ne. Da lahko pridemo do besede, ki rečemo sočutje, in da lahko tako kako jasno jo izrazimo, ne. To je tako zanimivo, občutki, na primer zgodba, na primer mame ali pa kakega otroka, a ne, iz pripovedovanja na masažah, ne, je na primer tako bila pripeljana, jaz bi svojo mamo spoštovala, če bi naredila to pa to pa to, ampak ona ni zame nikoli naredila tega pa tega, ne. Si poslušal mamin vidik tega, tudi popolnoma drugače. Vse ji dam, vse naredim za njo, za hči, a ne. Nikoli ni zadovoljna s tem, kar sem ji naredila, ne. Nikoli ne prideta na eno tisto raven, da bi se slišale eno drugo, ne. In je pol to v bistvu bolj je lepo, če lahko nekdo zunanji taki osebi samo pove v bistvu, da je druga oseba, na primer v tem primeru mati, hči eni drugi, ne, res ne želita nič slabega, ne, ampak da je to res samo en občutek, skozi katerega morata iti, ne. Zdaj pa eni so pripravljeni to narediti, ne, v enih so pa res globoke zamere, globoke žalosti, ki se leta in leta lahko vlečejo, včasih iz generacije v generacijo. To pol, ko se začneš poglabljati s takimi energijskimi stvarmi, veliko vidiš. Ampak ljudje so dojemljivi, ljudje želijo takšnih razlaksij, a ne, in tudi jim, ne vem, tako kot so nam, pomagajo njim tudi, ne. Da je tako, ni vse v strogo zapisani besedi. Ja, je odzadaj energija, a ne. Ko si prej omenila kot tek, ne, sem pa res dobila asociacijo. Ja, to so ti, lahko rečemo, ovire pred nami, ne. In včasih so nižje, hitro preskočimo, včasih je velika, ne, se pravi visoka ovira, rabimo mi res veliko moči, da to preskočimo, ampak pol pa če pogledamo, ne, če smo do zdaj preskočili oviro, ki je visoka 1 meter, imamo zdaj pred sabo oviro, ki je 1,2 metra. To pa vemo, da nam ne bo uspelo.
gremo, se odločimo, predelamo stvari, preskočimo tudi 1,2 metra. In temu učitelju, ki nam je, temu trenerju, kako rečemo, ki nam je postavil to višjo oviro, se kasneje zahvalimo. Edino jaz tako gledam, škoda je, ker ne vidimo, koliko ovir je še pred nami. To bi nam bilo enostavno, da bi imeli samo ciljno črto, pa bi rekli, toliko je, se nam postopoma kaj dogaja. Ampak evo, to je pa mogoče res biser življenja in da spoštujemo tudi življenje, da nas preseneti s tistim, kar ima za nas. Si za to, da pogledava karto? Wow, ja, seveda. To je pa super. Jaz bom slišala, te bom pa prosila, da boš rekla stop. Stop, Rebeka. Dotik mavrice, modrost, ustvarjalnost. Pa poglejva, kaj nama karta sporoča. Vrtinec. Kaj je zate modrost? Draga Karmen, bodi ustvarjalna. Vsaka mavrica ima svoj odsev. Pogled iz različnih zornih kotov ti prikaže zgodbo z različnih perspektiv. Ne hodi le strumno naprej, bi bil nauk za marsikaterega od nas. Ustavimo se in malo odprimo pogled. Sprejmimo pogled na preizkušnjo od zgoraj, spodaj, z leve, desne strani oziroma pogled od druge osebe. Ko se podamo na to pot, lahko pridemo do dragocenih spoznanj. Ko sem prebirala te besede, sem takoj dobila asociacijo na tvojo zgodbo mama-hči. Včasih lahko vezi med njima pomaga pogled iz druge perspektive. In če v tistem trenutku oni dve ne morata tega spoznati, je lahko tretja oseba, oziroma ne v njunem primeru tretja oseba, pogledamo, kot piše za karto, pogled v druge osebe. Da tudi, če smo kdaj se počutimo ujeti, da si dovolimo vstopiti malo stran, pogledati situacijo še z druge perspektive. Če nam pa to ne uspe, pa mogoče tudi prosimo koga za nasvet, ki ni tako čustveno vpleten vse to, in mu prisluhnemo. In prav tale odsev, ko so različna ogledala, nam karta namiguje na to, da mi lahko na eno stvar gledamo od odspodaj in vidimo takšen pogled, lahko gremo iz višjega, pogledamo tle, se pravi z ene ali druge strani in vidimo, da je odsev ogledalu lahko različen. To je super. Tako da bi kaj dodala za to karto? Si ti tudi kakšno asociacijo dobila? Meni je všeč tvoja razlaga zelo. Všeč mi je pa tudi to, ker je dotik mavrice, ne? Noter se prelivajo različne barve, različne... Noter je ena taka igrivost, ena ta otroška radovednost, kako rečejo to, ko jih nekaj zanima, radovednost, radoživost, no? Ko jo imajo otroci vse, in to se mi zdi, da je ta občutek, ko ga moramo zelo velikokrat prebuditi vse noter, ne, in se mu prepustiti, zato da pridemo do takih spoznanj, ne, in da lahko stopimo čez ta rob, pogledamo z drugega zornega kota, prepoznamo drugo perspektivo, ne, in jo sprejmemo, pa pol počasi zložimo. Počasi. Da ne boli, ne. Do nekih novih zaključkov. Saj tudi na to temo obstajajo različne tehnike. Včasih me kdo pove, se pravi, na kak način se sam sooči, nekateri imajo tako, da imajo mizo, pa imajo tako, kot če si predstavljam, jaz zdaj sedim na tem stolu, zdaj gledam z razumom, zdaj se postavim na ta stol, gledam, ne vem, mogoče z perspektive moža, grem na tretji stol, gledam z perspektive mojega očeta, ne. Tehnike so različne, eni imajo tudi, da dajo različne klobuke gor, se pravi, skozi različne poglede, ampak jaz pravim, da vsak najbolj ve za sebe tisto, kar mu najbolj koristi, predvsem pa, da si vzame res čas, pa da prisluhne sebi, ker s tem, ko mi tisti smo,
ki kreiramo, ustvarjamo spoštovanje do sebe, se to pozna tudi na okolici ob nas. In če vemo, da je to korak, ki nas dela boljše, tudi mi v vseh vlogah, ki jih igramo, smo mi boljši. Zakaj ne bi to delili naprej? Res je, popolnoma res je. Zato je treba res biti hvaležen za vse, v bistvu, kar nam prihaja v življenje, a ne? Za vsako odločitev, ki jo sprejmemo, pa tudi, če smo še pred njo tako nesigurni, ali bo ali ne, ali je prava ali ne, v tistem trenutku je zate prava. Tako. In je to... Ja. Dejva spoštovanje, besedo spoštovanje. Te prosim za na konec, strni v par poved, koliko čutiš. Namig, nasvet za vse tiste, ki so z nama. Spoštujte se. Če tega še ne poznate, boste spoznali. Dovolite si, da te energije pridejo do vas, da te situacije pridejo do vas, dajte jim priložnost in se igrajte z njimi, ker potem boste videli, kako zadovoljstvo, kakšna ljubezen, radost in veselje pride do tega, ko spoznaš enkrat en ta nepoznan občutek. Super je. Dodajte si cilje, postavite si cilje, če ne gre drugače, ne? In probite to pač korak za korakom doseči, ne? Tudi na ta način gre. Nekateri čutijo bolj, nekateri ne toliko, ne? Mogoče ti, ko čutijo, bojo to drugače dojeli, drugače sprejeli, a ne? Oni, ko pa rabijo bolj racionalni pristop, bodo pa tudi na svoj način rekli, aha, to je to, kar sem iskal. Tako da spoštujte se, dovolite si različne občutke, da jih boste prepoznali vse, pa da boste lahko življenje bolj lahkotno, svobodno doživljali. Evo. Super, hvala ti za te čudovite besede. Jaz sem mogoče zdaj na koncu kar malo brez besed, ker se zavedam, da je to zadnji utrinek, bom rekla, iz tega ciklusa, ker ne vem, kam me bo peljalo neki izzivi naprej. Jaz na nek način tudi spoštujem to svojo odločitev, na katero sem se podala, da bom posnela v obliki video besede iz utrinkov. In danes sem najbolj hvaležna, da sem prišla do konca, ker ko je bil posnet prvi utrinek, sem razmišljala, aha, saj še par, ali pa bom videla, če bom. Ampak evo, danes pa res lahko povem, da sem globoko, globoko hvaležna za vse gostje, tudi gosta smo imeli. Vsi vi ste mi podarili neko posebno čarobnost, posebne besede. Med nami so tako in tako res ene dolgoletne, spoštljive, take čarobne vezi in zato vsem, ki so danes z nama, se iskreno zahvaljujem. In tudi, ker so to pot šli zraven z mano, kar bo naprej, pa bomo videli, prepustimo se. Tako da zaključiva 27. utrinek, tako da jim pomahava in rečeva hvala. Hvala. Hvala.